Medway in poslušate Radioaktivno. One More Time ter Medway v oddaji Radioaktivno. Pričeli smo v zelo plesnih ritmih. Te je ta skladba pooseblja? Ja, One More Time sem jaz dejansko napisal tudi za festivalsko sezono, pravzaprav tudi malo za Tomorrowland tudi, ker sem predvajal ta komad in je res super pasal v ambient in zelo, zelo pozitivni odzivi so bili na ta komad in sem zelo, zelo vesel. Kljub temu pa sem tudi to skladbo napisal One More Time, zato da nikoli ne odnehamo in še vedno enega in še enega komada izdamo in še en, ne vem, nastop odšpilamo in ustrajamo in to je bil nek message te pesmi. Kar kaže, da si zelo ustrajen. Ja, sem zelo, zelo ustrajen človek, sploh rad vztrajam pri stvarih, ko so mi res pri srcu in mi ni težko vztrajati pri takih stvarih, kot so glasba. Bi lahko rekli, da si sedaj najbolj vroče plesno ime glasbene scene? Jaz v Sloveniji? V Sloveniji. Ja, mislim, sigurno so eni izmed najbolj popularnih sedaj DJ-jev v Sloveniji, kar tudi zelo, zelo cenim in vem, da ni samoumevno. Globoko v sebi pa vem, da sem zelo, zelo veliko delal, da sem prišel do tega, kar sem danes. Veliko videl sam, da sem čez noč uspel, ampak odzadaj te zgodbe je veliko več. Začel sem z glasbo že pri 15 letih in sem res vsak dan vztrajal in zdaj smo tu in se pogovarjamo na radiju. Je bila sedaj tista mejna točka Tomorrowland, ko te Slovenija bolje spoznala? Ja, mislim, da res. Mislim, da prej nisem bil tako medijsko, nisem se tako medijsko veliko pojavljal. Tomorrowland pa me je res tako spravil na višji level in super zgodba seveda tudi za medije in mislim, da kombinacija vsega in uspeha in prvotne pesmi in številke in zdaj posledično tudi Tomorrowland je to zdaj zelo, zelo zanimivo za medije. Prebral sem, da je to najprestižnejši festival elektronske glasbe. Drži? Ja, res je. To je zdaj kronan bil celo za najbolj uspešen elektronski festival na svetu in lahko potrdim,
Tam sem bil in res festival je nekaj neverjetnega. Težko lahko pišeš te emocije, ki jih tam doživljaš kot obiskovalec in tudi kot DJ seveda. In je res nekaj posebnega, ja. Zato pa verjetno ni lahko priti nam. Ja, zelo, zelo trda pot, zelo veliko dela moraš vložiti v to, ampak nič ni nemogoče in vsak trud in vsako delo se res splača in spet, še enkrat se lahko ponovil, sem res vesel, da sem vztrajal pri svojem delu in vztrajal pri svoji glasbi, pri svoji glasbeni zvrsti in jaz sem zelo vesel, da so me poklicali. Koliko časa pa si se pripravljal, da si skupaj sestavil svoj set? Pripravil sem se precej dolgo, mislim, da okrog 4 do 5 tednov. Izvedel, da bom na Tomorrowlandu, da bom rolal, sem izvedel zelo kratkoročno, mislim, da sredi junija. In ker je že bil 24. julij festival, ni bilo nekega veliko časa, da bi se lahko veselili in feštali. In ja, sem res delal 4 tedne zelo, zelo intenzivno. Pripravljal sem nove skladbe, nove priredbe in ja, nove pesmi, ki sem jih tam prvič lahko zaigral. In sem zelo zadovoljen, kako sem se pripravil, tudi zaradi tega malo manj treme bilo seveda na začetku, ker pač veš, da si res 100% pripravljen. In je pol tudi nastopati malo lažje in ta priprava se res plača pred nastopom. Potem je verjetno bila kakšna neprespana noč. Ja, tudi to, sploh ko se je festival bližal, sem vedno več delal. Sem si pa pol rekel 2 dni pred festivalom, da zdaj to je pa to, kar sem naredil in sem se pol malo umiril, malo prišel k sebi, malo se naspal in pol sem lahko zares dobro odrolal to, kar sem si pripravil. Pogovor sta pričela skladbo One More Time, Tim, katero boš izbral kot drugo? Ja, zdaj, če smo pri One More Time, pol bi mogoče naslednjo I Think I Might Like It. Medway z mano vdaje Radioaktivno, prej sem omenjala Tomorrowland, mogoče na tem mestu še vprašanje, kako si zasnoval sam set, koliko časa si bil na odru, kako si izbiral skladbe? Ja, na odru sem bil 2 ure, v teh 2 urah sem pa odrolal kar 100 komadov. Ja, imam tak DJ stil, ko zelo veliko komadov v enem setu odrolam in imaš prednosti in tudi kakšna negativna stvar, mogoče negativna stvar je to, da se lahko pri 100 prehodih mogoče daj tudi zmotiš. K sreču nisem se zmotil na Tomorrowlandu. Boljša stvar pa je, da res publiko držiš 100% na svoji strani in jim daš skozi nekaj novega in ja, da lahko skozi uživajo, ni predaha
in ta stil rolanja mi zelo sede. Verjetno potem treba dobro poznati glasbo, da veš, kako bodo skladbe prehajale ena med drugo. Ja, res je, zbor skladbe je zelo, zelo pomembna. Jaz pravim, da je celo bolj pomembna kot naprimer prehodi in tehnika miksov. Veliko DJ se sam loteva pač do te res tehnične strani DJ-anja in je včasih malo preveč celo za poslušalca oziroma tisti, ko pleše. In ja, izbor pesmi se meni zdi osebno skoraj bolj pomembno. Koliko pa vključiš v tak set svojih pesmi, avtorskih pesmi? Probam vedno več vključevati svoje pesmi. Tokrat sem jih mislim, da odigral kar 10 svojih pesmi pa priredbe, ampak mislim, da čez leta se bo tudi to vedno več povišalo in ja, ko mi čakam, da lahko izdam vedno več komadov, ki jih lahko vključujem v svoj set in dam neki svoj čar. In ja, da dodam neki svoj čar v ta set, no. Ali ob tem, ko si na odru, spremljaš občinstvo, ali ga sploh utegneš spremljati, kako se odziva? Ja, to je zelo pomembno kot DJ. Tako si že omenil, moraš res 100% analizirati ljudi, ki so pred tabo, ali uživajo, ali plešejo, ali pojejo. A je to publika, ko je več žensk v občinstvu ali več moških. To vse vpliva načeloma na set. Moram pa reči, da sem se kar dobro pripravil in sem kar dobro zadev občinstvo tam. Tako da nisem preveč rabil spreminjati sproti stvari. Tako da sem se lahko kar nekako držal to, kar sem imel v planu. Seveda so pa tudi eni komadi, ko sem jih pol sploh nisem zarolal, pa sem jih raje zamenjal za kak drug komad, zato, ker se mi je zdelo, da malo bolj paše v ta ambient. In zato moraš biti tudi, ko igraš, moraš biti fleksibilen in ja, zato je tudi zelo pomembno, tako si rekel, da moraš zares opazovati ljudi, ki so na plesišču. 100 skladb v 2 urah, to je veliko. Jaz se oddajo spravim običajno tam do 30 skladb, pa imam 2 uri oddaje. Pa imaš pa bolj deep house komade ali bolj komercialne komade? Nekaj imam slovensko glasbeno sceno, veš, so nekateri tudi daljši po 5-6 minut. Aha, ja, tu pa, kar sem jaz odrolal, so pa komadi ponavadi, pol komada spustim, se pravi, redko kdaj res komad spustim, razen če vidim, da zelo, zelo dobro funkcionira med plesalci, oziroma med občinstvom, ki imam na plesišču. In takrat ponavadi pol komada spustim in to je ponavadi tak 90 sekund. Tako da vidiš potem, kako občinstvo reagira in hitro spostaviš pravo kemijo z njim. Ja, tako kako občinstvo reagira, tako pol načeloma izbiraš naprej komade in vedno poskušam tudi neko zgodbo narediti s svojim setom. Se pravi, da ni samo nabijanje, ampak da je dinamika, da včasih kaj umiriš, včasih je nekaj zapet, včasih je res samo bas pa kick, da narediš neko zgodbo in to se mi zdi zelo pomembno in to je mogoče tudi, kar razlikuje artista med DJ-ji, moj brand, moje Madway, jaz sem artist bolj, izdajam komade in tudi tako poskušam set narediti. DJ-ji pa rolajo od artistov komadi, če je to smiselno. Na nek način bi lahko bil psiholog, ker dobro opazuješ občinstvo. Ja, psiholog. Ja, dobra fora, čeprav namesto pol govora uporabljamo pesmi, ali kak bi rekel. Tretja, ki jo boš izbral, katera bo to? Lahko nadaljujemo z Fire.
Medway z mano v oddaji Radioaktivno, sprehajava se med tvojo glasbo. Tim, kdaj pa te je povleklo v elektronsko glasbo? Mene je povleklo v elektronsko glasbo že kar hitro, kakor sem že rekel, s 15 sem začel bolj s tem se ubadati, ampak že prej sem hodil v pevski zbor, igral sem tudi kitaro, vse samouk in no tam okrog 13. do 15. leta sem pa pol razvil to ljubezen do elektronske glasbe. Prvo sem skušal, vse samouk, naložil sem si program dol in sprobaval stvari in moram reči, da je vse katastrofalno zvenelo. In zato sem tudi pustil to izdelanje produkcije kar hitro in sem dal vse na stran za eno slabo leto. No, ampak vedno me je pol povleklo nekako nazaj in čez slabo leto sem spet začel producirati, še več učiti, še več sprobavati in od takrat naprej pa nikoli nisem pol nekako več nehal z delanjem glasbe, se pravi res vsak dan probam delati nove komade, nove ideje in včasih si malo bolj inspiriran, včasih malo manj, to je čisto normalno, ampak važno je, da ne odnehaš, da ne obupaš in tako se je vse skupaj začelo in moj velik vzor takrat, ko sem bil še malo mlajši kot zdaj, je bil Martin Garrix. Zato sem tudi začel, ker sem videl, kako skače po velikih odrih, veliko občinstvo pred njem in sem rekel, jaz moram tudi enkrat doživeti. In tako se je vse skupaj začelo. Dejal si, da si samouk, kje si potem pridobival znanje? Pridobival sem znanje iz YouTube videi, iz enega masterclassa, ki sem ga tudi kupil takrat, kakih forumih, tudi na Instagramu ali pa na Facebooku, še takrat TikToka še ni bilo. Sem neke triks and tips iskal, tako da skratka vse posod sem črpal znanje. Kitaro še kdaj uporabiš pri ustvarjanju? Ja, trenutno res redko, ampak vem, da znam igrati, tako da mi bo verjetno še kdaj prav prišla na tej poti, sploh ker je zdaj vse res v elektronski obliki, skoraj ne rabiš imeti kitare več, ampak mislim, da je pa ta human touch vseeno zelo pomemben in mogoče bom pa celo malo več začel uporabljati kitaro. Kaj pa vokal? Dejal si, da si začel s petjem? Ja, če bi jaz začel pet, ne vem, koliko bi bilo kaj ogledal, ampak mogoče bom pa kaj zapel, pa bom tak efekta dal gor, da ne bo doben opazil, da sem jaz. Bomo videli, ne znam ti povedati, če bom kdaj zapel svoj komad ali ne. Danes se da marsikaj. Ja, res je, danes je z efekti pa vse, danes je veliko lažje kot včasih, bi rekel. Četrta, ki jo boš izbral, bo katera? Lahko gremo naprej s Turn It Up. In the crowd, hearts engaged, feeling the moment, breaking the cage. Lights flash, eyes low, don't talk, just go. Turn it up, let it run, we don't stop till it's done. Turn it up, feel it hit, one more track, one more sip. Turn it up, no excuse, we could lose. Turn it up, let it run, we don't stop till it's done. Turn it up, feel it hit, one more track, one more sip. Turn it up, no excuse, we could lose. Turn it up. Let it run, we don't stop till it's done. Turn it up, feel it hit. One more track, one more sip. Go deep. No VIP, no backstage. Middle of the floor, front of the stage. Lights flash, eyes low. Don't talk, just go. No drama, no rules, just move. Turn it up, let it run, we don't stop till it's done. Turn it up, feel it hit, one more track, one more sip. Turn it up, no excuse, we could lose. Hey, turn it up, let it run, we don't stop till it's done. Turn it up, feel it hit, one more track, one more sip. Turn it up, no excuse, we could lose. Baseline.
Medvej z mano v oddaji Radioaktivno Turn It Up je bila slišana. Koliko pa imaš sedaj že svojih avtorskih skladb? Sploh ne vem, čisto iskreno. Nisem jih šel štet, ne vem, okrog 20 po mojem, remixov malo več. Ampak na Spotify in to, kar se zares šteje, čisto svojih avtorskih komadov, mislim, da bi moglo biti tam okrog 20, ja. Kaj ti je večji izziv? Narediti avtorsko skladbo ali narediti remix neke uspešnice? Pri remixu se mi zdi malo lažje, ker že vsi vokal poznajo, se pravi, ljudi se malo hitrejše povežejo s te komadi. Tako da se mi zdi avtorski komad malo večji izziv, ker moraš res nek nov vokal narediti, neko novo melodijo, ko še doben ne pozna, in prepričati ljudi, da je to od zdaj naprej njihova najljubša pesem. Vedno pa uporabljam melodije, se mi zdi, da to res poslušalcem najbolj ostane v spominu, in mi je cilj, da melodijo ne morejo pozabiti in da jim gre že melodija mogoče včasih na živce, ki jo ne morejo ven spraviti iz glave, ampak takrat res veš, da je res vrhunska melodija, in to je mi nekak cilj. Kako pa se ti lotiš ustvarjanja? Kje dejansko začneš? Ali tako kot nek kantavtor z nekimi rifi na kitari, ali pa band, ko skupaj vadi v nekem prostoru? Ja, jaz ponavadi začnem z akordi pa z melodijo, ker se mi zdi res, da če to funkcionira, vse ostalo tudi funkcionira, in če lahko ti melodijo zaigraš na klavirju, in če na klavirju dobro zveni, pol veš, da si na zelo dobri poti in da lahko narediš uspešen komad. Tako da jaz ponavadi vedno začnem z melodijo pa z akordi. In kdaj si zadovoljen in rečeš, to je to bom pa sedaj izdal? Ja, rečeš, to je to, in pol poiščeš vokal. Jaz imam en publisher, ko ima pevce, in pevc pol zapoje in se vse skupaj zmiksa. Včasih dobimo tudi že prej kak vokal, pa pol produkcijo naredimo. Ampak v glavnem tudi, če dobim vokal naprej, vedno začnem z akordi pa z melodijo, tako da to je nekak moj začetek. Ko izbiraš vokal, rečeš, ta skladba je za ženskega, ta je za moškega, ali po kakšnem ključu izbiraš to? Ne, produciram dejansko vedno za vse, ki imajo radi energično glasbo, mogoče da je tudi emocionalno, plesno. Nikoli ne delam prav za neko določeno občinstvo glasbo. Mogoče pa vseeno malo spremljam trende, se pravi, da ne izdaš čisto nek X, kaj je trenutno popularno. Se mi zdi, da pri tem pa mi tudi zelo veliko pomagajo ljudi na TikToku, ko mi sledijo. Tam predstavljam svoje skladbe in jih testiramo, in če dejansko funkcionira pesem tam na TikToku dobro, pol vemo, da ima dobre karte pesem, da lahko res uspe. In če je veliki odziv in če je pozitiven feedback, pol ga probamo čim prej izdati. V katero smer pa greš v plesni glasbi? Vemo, da ima tudi plesna glasba številne podžanre. Ja, jaz sem bolj v tej komercialni elektronski glasbi in pri moji produkciji zelo težko opredeliti točno, kaj to je. Po moje sem najbližji v dance glasbi, čeprav tudi pri produkciji nikoli ne gledam, da moram zadeti nek določen žanr. Probamo od hitrejših komadov za produkcijo do malo počasnejših, seveda se gibam tam vse okrog 128-135 BPM, ampak tam probam pa vseeno variirati tudi z soundi in vse, da ni vedno isto. In zelo težko že pri svoji glasbi rečem, ker žanr to točno je. Dejansko pa potem dobiš pravi odziv, ko je skladba objavljena na spletu oziroma streaming platformah. Ja, takrat se pa pol zares vidi, če si presodil pravilno in če je to res, kar ljudi želijo slišati, ampak po drugi strani moram pa tudi reči, da izdajam tudi glasbo, katera je meni pri srcu, ker tako sem začel s svojimi avtorskimi komadi, vedno sem stal za tem, kar izdajam. In tudi če kak komad mogoče ne zalaufa tako, kak bi si želel, vseeno veš globoko v sebi, da si mogel ta komad izdati, ker si hotel nekaj povedati s tem, in je to zelo pomembno, tudi kot glasbeniki, da ne izdamo samo komade, ki bi si, ko si ti sam želiš slišati na tvoji diskografiji, ne, tudi čeprav mogoče ljudi ne podpirajo še te glasbe. Lahko se tudi zgodi, da tvoj komad zalaufa šele čez 10 let, ko so dejansko ljudi pripravljeni tvojo glasbo poslušati v tem stilu, kak jo izvajaš. Zato moraš biti vedno zelo zvesten kot artist do svojega sounda, do svoje tehnike, produciranja glasbe in tako naprej.
in ko je prav čas in ko so ljudi pripravljeni, takrat pa lahko zaživi marsikater komad, ko si mogoče ne bi mislil prej. Naslednja, ki bo zaživela v oddaji, bo Infinity. To skladbo pa sem takoj spoznal. Ja, to skladba pa marsikdo pozna. Je res znana melodija in počaščen sem še danes, da sem lahko uporabljal to melodijo in da sem dobil uradno dovoljenje od sestre, od Đuro Josh, ker njega žal ni več na tem svetu, zato ima sestra vse pravice do te melodije in sem zelo počaščen, da nam je dala pravico, da lahko naredimo svojo skladbo ven. It only hurts when I'm walking away, hey. It only burns when I'm not in the fame, yeah. It only hurts when I'm walking away, yeah. And it only hurts when I'm not in the fame, Medvej z mano v oddaji Radioaktivno. Prej sva govorila o ustvarjanju, tem koliko pa vpliva umetna inteligenca na ustvarjanje elektronske glasbe. Vemo, da je predtem na tem področju že kar inovativna. Ja, mislim, da mimo tega ne bomo prišli. Neka novo obdobje se ustvarja in je pred nami, ampak meni se zdi, da moramo to porabiti v lastno prid. Mogoče bolj za razvijanje idej, kot pa za končno produkcijo, ampak se mi pa zdi, da moramo se s tem soočati in jo uporabljati, ker tisti, ki jo ne bo uporabljal, tisti bo žal na slabšem čez čas, čas ga bo povozil in to je dejansko najslabše kot umetnik, če te čas povozi. Jaz sam jo uporabljam za določene ideje, če si želim slišati komad mogoče v kakšni drugi pesmiški obliki. In si s tem pomagam. Imaš pa od do, nekateri uporabljajo 100%, nekateri sploh ne. To pa je seveda vsak lahko sam odloča, kak jo bo uporabljal. Tukaj se potem hitro briše tista ločnica med avtorsko in umetno ustvarjeno glasbo. Ja, hitro se, tanka meja je tam vmes, tudi težko je pol zares vedeti, če to zdaj tvoja melodija ali je od umetne inteligence in komu zdaj pripada in kdo zdaj, na primer, dobi tudi avtorske pravice od tega, kdo dobi denar, dobi zdaj umetna inteligenca denar ali ti, ko si to umetno melodijo vzel iz umetne inteligence. Tako da spet pravim, za ideje, se pravi, če ti napišeš neko melodijo iz lastne glave in jo daš noter v AI in ti vrže ven nek določen komad in ki te lahko inspirira, je to vse okej.
Če pa zares začneš uporabljati melodije, ki jih AI ven meče, pa je to lahko malo problematično čez čas, ja. Bova pa tim sedaj malo preverila, kako dober si v odgovarjanju na vprašanja umetne inteligence. Da vidimo. Namreč pri tem uporabi Microsoftovega Copilota damo nalogo, da zastavi mojemu gostu 5 vprašanj, in sicer 3 sklope je pripravil vprašanj, lahko pa izbereš enega. Ali so to smešna, ali so to absurdna, ali so to medvejevska vprašanja. Kateri sklop boš izbral? To me zanima, kaj so medvejevska vprašanja. Pa boš zaslišal, kaj ti Copilot zastavlja. In sicer prvo vprašanje, če bi imel tvoj dan vrstico napredka, pri kateri številki bi se običajno ustavil? Po moje 10. Zakaj? Taka lepa številka je. Nimam neke obrazložitve. Drugo vprašanje. Kolikokrat na teden se ti zdi, da si lik v igri, ki je dobil preveč nalog? Kolikokrat na teden? 3-krat. Tretje vprašanje. Če bi moral izbrati svoj uradni zaplet v resničnem življenju, kateri bi bil? Takrat, ko sem začel z glasbo, pa se mi je zapletalo vse skupaj in da bi takrat malo bolj stisnil, ne vem, če sem jaz prav odgovor razumel, oziroma vprašanje. Zelo posebno vprašanje imaš to za mene. Ne jaz, umetna inteligenca. Oziroma umetna inteligenca, ja. Četrto vprašanje. Katera vsakdanja stvar bi bila po tvojem mnenju najbolj nevarna, če bi imela opis sprememb? Ne vem. Luč. In še zadnje vprašanje. Če bi se tvoja miselna pot nenadoma odločila, da se sama preuredi, kaj bi najprej izbrisala? To so filozofska vprašanja. To bi mogoče rabo par dni, da bi o tem razmislil, kaj odgovoriti. Ja, zahtevno vprašanje je dala pod sklop medvejevska. Ja, zelo, zelo. Čeprav pa veš, opažam, da največ glasbenikov izbira absurdna. Tako da lahko potem da najbolj nenavadne odgovore. Aha, in so malo lažje pa tudi za odgovoriti. Ni nujno. Aha, okej. Tim, slišal si sicer, kaj zanima umetno inteligenco o tebi. In kako te je proučila na spletu? Ja. Predzadnja, ki jo bova dala, bo Spin It. Ja, Spin It sem dejansko napisal za malo bolj radijske, za radije in ne vem, ko sem pisal komad, sem nujno hotel vključiti besedo oziroma ta Spin It, ker se mi zdi, da danes se vse skupaj tako hitro vrti v našem svetu in kdaj celo prehitro in pozabimo malce uživati v življenju. In zato sem to skladbo napisal. City lights in our eyes, music takes us high, feet move to the sound, we don't touch the ground. Jump, jump, feel good tonight, spin it in the light. This is our life, we ride, no fear deep inside. Jump, jump, don't slow down, spin it all around. This is our life, we say we own this night today.
Medvej z mano oddaja Radioaktivno, Tim za konec. Kot berem, te čaka tudi prihodnje kar nekaj nastopov. Nedavno nazaj si bil tudi v Franciji. Ja, zdaj v sredo spet grem v Francijo. Dejansko naslednji špil po Tomorrowlandu. In res ko mi čakam, da lahko spet skupaj zažuramo na takem lepem festivalu. Je pa to v Limoges, Saint-Lac-Pardoux, kar blizu Bordeauxa, tako da bomo videli, upam, da ne bo problematiko zaradi požarov in tako naprej, ampak kot festival se pa res zelo, zelo veselim, da lahko zažuramo vsi skupaj. Če tako pogledaš, koliko si doma na odrih in koliko v tujini? Ja, moram reči, da sem malo več v tujini na odrih, kot pa v Sloveniji. Ne vem zakaj, mogoče se bo še to kaj spremenilo, ampak ja, res je, v tujini sem malo več na odrih kot v Sloveniji. Veliko si v glasbi, se kdaj lahko sploh odklopiš od nje? Pravzaprav čisto nikoli, se mi zdi, da skozi o njej razmišljaš, ne samo mogoče kot glasba, ampak tudi perspektive iz, poslovnega vidika. Veliko več je že v zadju kot samo glasba in rabiš nove poslovne ideje, se razvijati in upravljati tudi bedne stvari, kot so davkarija in se take stvari, in to vse skupaj vzame zelo, zelo veliko časa seveda in nažalost je glasba ne več čist tak, bi rekel, 100%, ki se lahko posvečam, ampak samo šele 50%, ostale stvari so birokracija in take stvari, ko mi glasbeniki ponavadi ne delamo najbolj rad. Ampak spada pa zraven. Verjetno pa imaš kdaj čas za kaj odklopa, pa za kakšen šport in podobno. Ja, rad se rekreativno ukvarjam z nogometom, tako da s prijatelji včasih gremo kaj brcat, se dobimo in rekreativno tudi pedal. Zelo, zelo rad pedal igram in se mi zdi tak zelo lep in dinamičen šport. Si tudi mogoče v kakšni drugi umetnosti, ne samo v glasbi? Ne, dejansko je pisanje pesmi edina umetnost, ki jo izvajam. Kajti, ko sem iskal podatke o tebi na spletu, mi ven vrže medway.dk, danskega umetnika, ki ima različna likovna obdobja. Res, ja. Lahko rečem, da to ni isti Medway, ampak zanimivo, nisem vedel, da ima danski umetnik isto ime kot jaz. Zelo zanimivo. Dobro si se pripravil. Predlagam ti, da pogledaš. Mogoče te bo kakšna slika navdušila. Ja, bom preveril. Drugače pa mogoče še ob tem, odkot ti vzdevek? Ja, tako si že rekel, meni je ime Tim Milčevski. Medway je pa Milčevski at way, tako da Milčevski at his way, on his way, nekako oziroma sem tak izbiral ime in posledično še super zveni, tako da sem zelo zadovoljen z imenom. Drugače pa sproti, kaj se dogaja s tabo, kje si, kaj ustvarjaš pa seveda na družabnih kanalih? Ja, vse posod sem, kjer me boste poiskali, tam me boste najdeli, YouTube, Instagram, posem TikTok. Ja, probam nekako zares ljudem dati behind the scenes, se pravi vse, kar se dogaja v ozadju, probam posneti vloge in tako naprej, tako da vabljeni k pogledanju in poslušanju. Za konec bova slišala še eno tvojo najnovejšo, naslovljeno We Don't Stop. To je pa čisto nov komad. Moram reči, da ta pesem je celo en izmed res najbolj priljubljenih v moji diskografiji. Zelo mi gre melodija v uho in tudi sporočilo We Don't Stop. Ja, spet, da ne odnehamo, da skozi nadaljujemo to, kar radi delamo v življenju in to se mi zdi najbolj pomembno. Skladbo bomo sedaj zaslišali. Tim, upam, da se ne boš ustavljal. Ne bom se brez skrbi. In da boš imel še veliko idej naprej, ter tudi lansiral še kakšno novo avtorsko skladbo. We Don't Stop sedaj v naš radijski eter. Hvala ti, da si bil moj gost v oddaji Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delal naprej. Ja, hvala za povabilo. Lepo se imej. We don't stop tonight. Leave it all at the door, step into the light. No more chains, no more weight. We're alive, this is freedom, baby. This is the ride. We don't stop.
Watch stars falling down. Every worry dissolving into sound. Just carry every scar like a crown. Now I'm flying and I'm never coming down. We don't stop tonight. Leave it all at the door, step into the light. No more chains, no more weight. We're alive, this is freedom, baby. This is the ride. We don't stop tonight. Leave it all at the door, step into the light. No more chains, no more weight. We're alive, this is freedom, baby. This is the ride. Hej, sem Matt Way in poslušate Radioaktivno.